Novinec med prvoligaši Krško je pred tednom dni debitiral sijajno in premagal Celje z 1:0. Tokrat je gostovala še ena ekipa v Krškem, še en evropski klub, to je bil Koper, ki je med tednom izpadel proti Hajduku v Splitu. Bilo je 4:1 za Spličane. Prva akcija tekme pa za Ivančiča, ki se je otresel domačih branilcev, a tokrat zgrešil. Nov napad Koprčanov v 24. minuti, podaja Rahmanoviča pred vrata, na mestu je bil Palčič, ampak žoga visoko čez gol. Po dobre pol ure igre pa prva akcija domačih, povedli so Krčani, to je bil lep protinapad, Poljanec pa je zaključil neubranljivo za prednost Krškega z 1:0. Na noge skočil poln štadion v Krškem, izjemen obisk tudi tokrat v drugem krogu, ko je tukaj gostoval Koper. Prava osvežitev za prvo ligo je bil prihod Krčanov v prvo ligo, tole je že nova akcija za Koper, streljal je Palčiča previsoko. Primorci pa nevarni tudi v zaključku prvega polčasa. Najprej je Radujko izjemno našel Palčiča, brani Zalokar in še prosti strel. Na koncu pa prečka in nekaj sreče tudi za nogometaše Krškega. Drugi polčas in prvi strel proti vratom Koprčanov je sprožil Drnovšek, brani Vasja Simčič. Tekma je bila živahna, gledalci so bili pošteno peti v dvoboj, spodbujali so domačo ekipo, ki je bila na težki preizkušnji že v tej akciji, ko je streljal Štromajer, ampak Zalokar še enkrat na pravem mestu. Nov napad za domače, izjemna dvojna podaja Poljanca in Volariča, ki je bil sam pred vrati, a zgrešil. Potem strel Štromajerja, nekoliko mimo vrat, nekoliko premalo natančno, vratnica je rešila domačega vratarja Zalokarja. Podal je Črnigoj in kot zadnji je streljal Štromajer, še enkrat pa brani Zalokar, ki je rešil svoja vrata in jih še drugič zapored ohranil nedotaknjene. Krško, Koper na koncu 1:0. Ja, bila je spet ena zelo težka tekma. Bili smo spet na svojem maksimumu, fantje si zaslužijo vse čestitke, pozornost, ker res dajo vse od sebe. Publika to čuti in imamo eno neverjetno atmosfero in pred takim štadionom pač zaenkrat je vse mogoče, 2 zmagi je super. Lani smo začeli s 2 zmagami v prvenstvu in potem smo videli, kako se je to končalo. Tisti, ki je spremljal naši 2 tekmi, je videl, da je šla ekipa v obe tekmi s pravilnim pristopom. Res pa je, da je manjkala učinkovitost. Če bi danes imeli še to, potem bi lahko zgodba bila povsem drugačna.